sva pil. Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, vsem skupaj prav lep pozdrav. Seveda najlepši pozdrav velja novo izvoljenim svetnikom, ki ste danes prvič prisotni, in pa seveda svetnikom, ki smo nekako že iz prejšnjega mandata. Seveda posebej topel pozdrav novo izvoljeni županji gospe Olgi Karba. Lep pozdrav, mislim, da je volilna komisija tu, volilni komisiji, medijem in vsem ostalim, ki ste danes prisotni v tej dvorani. Meni danes kot najstarejšemu članu občinskega sveta pripada ta čast, da po statutu in poslovniku vodim prvo sejo in seveda bi želel to delo opraviti čim bolje. Ker veste, da nisem profesionalec v vodenju sej, ne mi prosim, če da kaj narobe ne zamerite, bom pa seveda, če bo potrebno, pravno službo oziroma Ano Žnidarič prosa, da mi pomogala pri tem, da bi seveda v skladu s vsemi pravili speljali to sejo. Predno pa bi šli na uradni del. Naša županja je včasih rekla, zdaj pač jaz vodim sejo, ne, kdo smo kaj ga svirali, pa mi dovolite, da tudi jaz tako rečem, zdaj pač jaz vodim sejo in bi rad, predno začnemo uradni del, povedal sledeče. Še ni dober mesec ali pa dober mesec mimo, kar smo nekako se srečevali po vaseh, po volilnih zborih, kjer smo se včasih, sem imel občutek, skoro skozi puško gledali eden ovega. Smo se žalili, smo marsikaj začijali, ne vem za to, ali bi sami sebe lepšega naredili, ali za to, da bi delali za dobro občanov in občank Ljutomera. Jaz mislim, da je z izvolitvijo svetnic in svetnikov in županje to danes mimo, da moramo pozobiti vse, kar je bilo, in da bi naj gledali v dveh smerih. In sicer dva slogana, ki sta jih imela naši dva županska kandidata. In sicer eden je bil z odprtim srcem za občino Ljutomer, če sem kaj ni dobro povedal, me popravite, in drugi je rekel, drugi slogan pa je bil enotni zmoremo več. In to bi vam rad, pa tudi sam sebi na srce položa, enotni in z odprtim srcem eden do drugega zmoremo več, pa bomo zmogli več. Toliko v uvod. Zdaj pa mi dovolite,
da bi šla kar na prvo točko dnevnega reda, in sicer to je celi dnevni red bi prečita, in sicer je prva točka ugotovitev števila navzočih novoizvoljenih članov občinskega sveta, poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitev za župana. Tretja točka, imenovanje tričlanske mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditve mandatov članov občinskega sveta ter ugotovitve izvolitve župana. Četrta točka, poročilo mandatne komisije in odločanje o pritožbah kandidatov za župana ter ugotovitev izvolitev župana. Peta točka, poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov za člana občinskega sveta občine Ljutomer. 6. Slovesna prisega županje in slavnostno nadetje županske verige. In pa 7. Imenovanje komisije za mandatna vprašanja volitve in imenovanja. Jaz sem bil pol enih dogovorjeni v pravni službi, da me malo podučijo, kak naj vodim, in meni so rekli, ka pravzaprav tu nega nekših pripomb na toti dnevni red, da pač sejo tak vodim, kak je tu predvideno. Zato vas ne morem prositi, če se strinjate s tem ali ni. Ampak po pravilih se pač moramo. No in ugotavljam, da ste vsi prisotni, da je prisotnih 21 svetnikov, to se pravi vsi izvoljeni svetniki, in da pravzaprav ni razlogov, da ne bi nadaljevali z sejo. To se pravi, seja je polnoštevilčna, sklepčni smo, tako da lahko takoj preidemo na drugo točko dnevnega reda, in sicer poročilo občinske volilne komisije o izidu volitev v občinski svet in volitve župana. Jaz bi prosil predsednika volilne komisije, to je gospoda Nemca, dober dan, da poda to poročilo. Poznate ga vsi, sodnik je, in sem trdno prepričani, da je vse pošteno povedal. Hvala. Izvolite. Hvala lepo. Vsem lepo, prav lepe pozdrave v imenu občinske volilne komisije, še posebej pa čestitke novo izvoljeni župan in vsem občinskim svetnikom, ki ste prisotni. Občinska volilna komisija je v okviru svojih dolžnosti dne, tako tudi kot občinski odbori, dne 5.10.2014, ko so se opravile volitve za župana in svetnike v občini Ljutomer, ugotovila, da je na volitvah dne 5.10.2014 imelo volilno pravico glasovati 9926 volivcev, ki so bili vpisani v volilne imenike, in na volitvah dne 5.10.2014 je skupaj glasovalo 5131 volivcev ali 51,69% vseh volivcev, ki so imeli volilno pravico. Od tega je 5131 volivcev glasovalo na volišči po volilnih imenikih, s potrdilom ni glasoval nihče. Prav tako noben volilec ni glasoval po pošti, 144 volivcev pa je glasovalo na predčasnem glasovanju. Za volitve župana dne 5.2014, 5.10. je bilo oddanih 5131 glasovnic in kandidata za župana sta dobila naslednje število glasov. In sicer prva kandidatka, magistra Olga Karba, je prejela 3243 glasov ali 63,91%,
Drugi kandidat Franjo Karlovščec pa je prejel 1831 glasov ali 36,09% glasov. Občinska volilna komisija občine Ljutomer je potem na podlagi 107. člena zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je za županjo občine Ljutomer izvoljena magistra Karva Olga, rojena 11.7.1971, stanujoča Aškerčeva ulica 16 Ljutomeru, ki je dobila večino veljavnih glasov. Kar se tiče volitev v občinski svet, ki se pravzaprav hkrati upravilo z volitvami župana dne 5.10.2014, pa je, kot že bilo prej navedeno, volilno pravico imelo enako število volivcev, kot sem prej navedel, in so na volitvah sodelovale oziroma so bile potrjene naslednje liste. Pod prvo točko lista mladih, druga po vrsti je bila Slovenska ljudska stranka, tretja Zavezništvo Alenke Bratušek, četrta neodvisna lista Olge Karba z odprtim srcem za občino Ljutomer, kot peta stranka Mira Cerarja, kot šesta Ljudje, sedma Združena Ledvica, osma Demokratična stranka upokojencev Slovenije, deveta Zelena koalicija, deseta Krščanski demokrati, 11. Slovenska demokratska stranka in 12. Socialni demokrati. Zdaj, občina Ljutomer je imela 3 volilne enote in na podlagi veljavnih glasovnic je v prvi volilni enoti lista mladih dobila 92 glasov, druga Slovenska ljudska stranka 142 glasov, Zavezništvo Alenke Bratušek 40 glasov, neodvisna lista Olge Karba kot četrta z 721 glasovi, potem kot peta stranka Mira Cerarja z 156 glasovi, šesta Ljudje z 62 glasovi, sedma Združena Ledvica z 86 glasovi, kot osma Demokratična stranka upokojencev z 285 glasovi, kot deveta Zelena koalicija z 47 glasovi, deseta Krščanski demokrati 74 glasovi, 10. oziroma 11. Slovenska demokratska stranka 125 glasovi in socialdemokrati z 96 glasovi. Na podlagi 15. člena zakona o volitvah so neposredno v tej volilni enoti bili izvoljeni potem pri neodvisni listi Olge Karba, magistra Olga Karba in Valter Dvanajščak ter Darinka Budna, pri listi Demokratična stranka upokojencev pa Jože Klemenčič. V drugi volilni enoti je prva lista dobila, to je lista mladi, 104 glasove, Slovenska ljudska stranka 156 glasov, Zavezništvo Alenke Bratušek 26 glasov, neodvisna lista Olge Karba 815 glasov, peta stranka Mira Cerarja 161 glasov, šesta Ljudje 63 glasov, sedma Združena Ledvica 56 glasov, osma Demokratična stranka upokojencev Slovenije 370 glasov, deveta Zelena koalicija 22 glasov, deseta Krščanski demokrati 87 glasov, 11. Slovenska demokratska stranka 156 glasov in 12. Socialni demokrati 123 glasov. Neposredno so tako bili izvoljeni pri četrti listi, neodvisni listi Olge Karba, neposredno Boro Zemljak in Suzana Kolbl, ter pri 8. listi Demokratična stranka upokojencev Dušan Kose. V tretji volilni enoti pa je prva lista dobila 32 glasov, to je lista mladih, potem Slovenska ljudska stranka kot druga 69 glasov, kot tretja Zavezništvo Alenke Bratušek 22 glasov, četrta neodvisna lista Olge Karbe 272 glasov,
5. stranka Mira Cerarja 84 glasov, 6. Ljudje 19 glasov, 7. Združena levica, oziroma sem se zmotil, pri Ljudje je bilo 19 glasov, pri Združeni levici 7. 16 glasov, pri 8. Demokratični stranki upokojencev 212 glasov, pri Zeleni koaliciji 4 glasove, 10. Krščanski demokrati 20 glasov, 11. Slovenska demokratska stranka 61 glasov in 12. Socialni demokrati 45 glasov. Neposredno so bili v tej volilni enoti izvoljeni Silvester Perko in Mira Husjak, to se pravi Silvester Perko pri stranki Neodvisna lista Olge Karba, pri 8. to je Demokratične stranke upokojencev pa Mira Husjak. V skladu z 16. členom zakona o lokalnih volitvah se je preostalih 12 mandatov, kar je tu zdaj bilo podeljenih 9, ki niso bili izvoljeni v volilnih enotah, se razdeli na ravni občine na podlagi seštevka glasov oddanih za istoimenske liste v vseh 3 volilnih enotah. Potem pa izhajajoč iz seštevka glasov, ki so jih dobile istoimenske liste v vseh 3 volilnih enotah, deljeni s številom od 1 do 26 po D'Hondtovem sistemu, je zaporedje najvišjih 26 količnikov bilo naslednje. Tako da je po tem količniku 1808 dobila lista magistra Olga Karba, potem z količnikom 904 zopet magistra Olga Karba, sicer ste dobili domov skupaj z vabilom, tako da vam teh številk ne bi še enkrat prebral, ker ste se verjetno sami seznanili. Bi pa potem povedal, da na podlagi tega D'Hondtovega sistema so mandati bili razdeljeni v prvi volilni enoti Listi mladih 1 mandat in je bila izvoljena Nina Štekmüller, Slovenski ljudski stranki 1 mandat in je bil izvoljen Robert Štefanec, Listi 5 stranka Mira Cerarja 1 mandat in je bil izvoljen Boštjan Pihlar, Listi 11 Slovenska demokratska stranka 1 mandat in je izvoljena Petra Mlinarič in Listi 12 Socialni demokrati, kjer je bil izvoljen Damjan Bogdan. V drugi volilni enoti pa so pripadli 4 mandati in sicer je dobila Slovenska ljudska stranka 1 mandat, kjer je bila izvoljena Saša Polajner, Neodvisna lista Olga Karba je dobila 2 mandata, kjer sta bila izvoljena Janko Špindler in Nada Marinič in stranki Mira Cerarja je pripadal 1 mandat, kjer je bila izvoljena Lea Lichtenwallner. V tretji volilni enoti pa je pripadlo še nerazporejenih 3 mandati in sicer je potem Neodvisna lista Olge Karba dobila 1 mandat in je bil izvoljen s pomočjo preferenčnih glasov Viljan Vajda, potem Demokratični stranki upokojencev pripadal 1 mandat in je bil izvoljen Jernej Horvatič in Listi Krščanski demokrati je pripadal še 1 mandat, kjer je bil izvoljen Marjan Novak. Torej, mislim, da sem vse povedal, ki so bili izvoljeni. To še moram povedati, da občinska volilna komisija skupaj z volilnimi odbori pri izvedbi volitev ni imela posebnih težav, kar je čestitati kulturi vseh občanov in občank. Tudi pritožb nobenih nismo imeli, zato smo pravzaprav naše delo opravili brez težav in so pač rezultate takšni, kot sem jih prebral. Hvala lepa, gospod predsednik, tebi osebno in pa seveda komisiji. Hvala lepa. Slišali smo poročilo predsednika volilne komisije in s tem zaključujemo 2. točko dnevnega reda in bi prešli na 3. točko dnevnega reda in sicer imenovanje
tričlanske mandatne komisije za pregled prispelih pritožb in pripravo predloga potrditev mandatov članov občinskega sveta ter ugotovitve o izvolitvi župana. Jaz bi vas prosil, dajte prosim lepo izmed svojih vrst predlagati člane. Izvolite. Jaz bi predlagal Nado Marinič, Boro Zemljaka in pa Silvester Perko. Ima kdo kakšen drugi predlog? Vkolikor ne, smatram, da je volilna komisija oziroma tričlanska mandatna komisija izvoljena in bi prosil, kaj je treba glasovati, Ana? Ja? Prosim lepo, z dvigom rok potrdimo to volilno mandatno komisijo. Hvala lepa. Je kdo proti? Nihče. To se pravi soglasno sprejeto. Jaz bi zdaj prosila, oziroma odrejam, mislim, da je 10 minut maksimalno dovolj, da opravite svoje delo in poročate. In da imamo 10-minutni odmor. Izvolite, komisija. Jaz mislim, da lahko nadaljujemo sejo in bi predlagal oziroma prosil komisijo, da poda poročilo. Hop. Lep pozdrav predsedujočemu, občinskemu svetu in tudi vsem zbranim. Tričlanska mandatna komisija je ugotovila, da ni bilo nobene pritožbe v tem določenem roku. Se pravi, da ni bilo nobene pritožbe v tem določenem roku. Prostite, ja, istočasno pa predlagam občinskemu svetu občine Ljutomer tudi ugotavlja, da je bila na volitvah dne 5.10.2014 za županjo občine Ljutomer izvoljena magistra Olga Karba, rojena 11.7.1971, stanujoča Aškerčeva ulica 16, Ljutomer. Zato tudi prosim, da se tudi z dvigom rok potrdi ta sklep. Torej, slišali smo komisijo oziroma predsednika komisije, ki je podala poročilo. Ima kdo kakšno pripombo na poročilo? Vkolikor ne, predlagam, da z dvigom rok potrdimo poročilo mandatne komisije. Kdo je za, prosim, naj dvigne roko. Hvala. Je kdo mogoče proti? Ni. To se pravi, da potrjujemo mandat občinskih svetnikov, svetnic in svetnikov ter mandat županje gospe Olge Karba. Takoj lahko preidemo, še mislim, da moramo dati za prisego. Jaz bi predlagal, da nemo vsakši za sebe, tu nas 21 krot moraš. Aha, to je dobro, vidiš, novi smo v tem. To se pravi, kdo je za potrditev mandata županje gospe Olge Karba. Prosim, da dvigne roko. Hvala lepa. Je kdo proti? Ni.
To se pravi, da potrjujemo mandat magistri Olgi Karba za županjo za naslednjih 4 let. Zdaj pa je drugi sklep. Ja. Izvolite. Ja, poročilo mandatne komisije in potrditev mandatov za člane občinskega sveta občine Ljutomer. Občinski svet občine Ljutomer potrdi mandate vseh 21 članic in članov občinskega sveta občine Ljutomer, ki so bili izvoljeni na volitvah dne 5.10.2014 in sicer. Jaz bom zdaj, če lahko preštejem samo imena, ko nemo vseh podatkov, magistra Olga Karba, Valter Dvanajščak, Darinka Budna, Jože Klemenčič, Boro Zemljak, Suzana Kolbl, Dušan Kose, Silvester Perko, Marija Husjak, Nina Štekmüller, Robert Štefanec, Boštjan Pihlar, Petra Mlinarič-Jager, Damjan Bogdan, Saša Polajnar, Janko Špindler, Nada Marinič, Lea Lichtenwagner, Viljem Vajda, Jernej Horvatič, pa Marjan Novak. To je vseh 21 svetnikov in svetnic, zato tudi predlagamo, da se to potrdi. Besedo ima županja, bivša in nova, gospa Olga Karba, prosim. Ja, spoštovane dame in gospodje, prav lepo pozdravljeni. Najprej vsem iskreno čestitam ob izvolitvi v občinski svet. Zelo me veseli, da je toliko občinskih svetnic in verjamem, da bomo dobro opravljali svoje delo. Izjavljam pa, da sprejemam mandat županje, zato predlagam občinskemu svetu, da mi mandat članice občinskega sveta v bistvu preneha zaradi nezdružljivosti funkcij. Ne, da jaz sem že tole v pol letih predlagal, da bi ona poleg mene sedela samo, ne vem, zgledal ga sem prestol, vete. Zdaj vete, kak je komanda pola. Prvo moramo potrditi mandate svetnikov. In kdo je za to, da sami sebi, tako kot Bratuškova, potrdimo mandate, ne dvigne roke. Hvala lepa. Torej, občinski svet občine Ljutomer je izvoljeni oziroma potrjen. Zdaj pa, kak vi predlaga? Jaz nič. Vi predlagate, da občinski svet sprejme ta ugotovitveni sklep, pa lahko izrek preverite. Ja, in sicer je tak zdaj. Moramo ugotovitveni sklep. Namreč ugotovitveni sklep. Prvič, občinski svet občine Ljutomer ugotavlja, da je magistra Olga Karba, rojena 11.7.71, stanujoča Aškerčeva ulica 16 Ljutomer, zaradi nastopa funkcije županje prenehal mandat članice občinskega sveta občine Ljutomer. Drugič, magistra Olga Karba je dne 22.10.14 podala izjavo, da sprejema mandat županje. Tretjič, ta sklep se posreduje občinski volilni komisiji občine Ljutomer. Obrazložitev. Magistra Olga Karba je bila na volitvah dne 5.10. izvoljena za županjo in članico občinskega sveta. Občinska volilna komisija Ljutomer je tako izdala potrdilo o izvolitvi za obe funkciji. Občinski svet je magistra Olga Karba potrdil mandat članice občinskega sveta ter ugotovil, da je izvoljena za županjo.
Po tej ugotovitvi je magistra Olga Karba podala izjavo, da sprejema mandat županje. V skladu s 37b členom zakona o lokalni samoupravi funkcija župana ni združljiva s funkcijo občinskega sveta. Zato članu občinskega sveta preneha mandat z dnem, ko občinski svet ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata. Pravni pouk. Zoper ugotovitev občinskega sveta občine Ljutomer lahko članica občinskega sveta, ki ji je prenehal mandat v 8 dneh od prejema sklepa, vloži tožbo na upravno sodišče, ki o njej odloča v 30 dneh. Predsednik Jože Klemenčič, jaz predlagam, da sklepamo o tem. Kdo je za ta ugotovitveni sklep, ki sem ga prečital, prosim, da dvigne roko. Ja, če sem prav videl, ste vsi zdignuli roke. Je kdo mogoče proti? Vkolikor ne, se pravi, da je občinski svet sprejel ugotovitveni sklep, s katerim Olgi Karba preneha mandat od svetnice in je izvoljena za županjo. Gospa županja, izvolite. Hvala lepa. Izjavljam, da se nepreklicno odpovedujem pravici do vložitve tožbe na upravno sodišče zoper ugotovitveni sklep občinskega sveta občine Ljutomer z dne 22.10.2014, s katerim je občinski svet ugotovil, da mi je prenehal mandat članice občinskega sveta občine Ljutomer. Hvala lepa. Hvala. Jaz mislim, da nimamo kaj v tem. Aha. Občinska volilna komisija, prosim, gospod Nemec, 5 minut, dobro, prosim lepo, 5 minutni odmor. Jaz predlagam, da nadaljujemo s sejo in prosim predsednika volilne komisije, da poda poročilo. Pred nekaj trenutki je upoštevano, da je članici občinskega sveta občine Ljutomer magistri Olgi Karba iz Ljutomera na podlagi 37. člena zakona o lokalni samoupravi zaradi nastopa funkcije županje prenehal mandat občinskega sveta občine Ljutomer, zato je občinska volilna komisija na podlagi 30. člena zakona o lokalnih volitvah ugotovila, da je mandat člana občinskega sveta občine Ljutomer prešel na naslednjega kandidata z liste, neodvisne liste Olge Karba z odprtim srcem za občino Ljutomer v prvi volilni enoti, to je Jože Panič, rojen 10.3.1982, stanujoč Užiška ulica 1, Ljutomer. Kandidat je ravno pred nekaj trenutki, danes 22.10.2014, podal tudi izjavo, da sprejme funkcijo člana občinskega sveta občine Ljutomer za preostanek mandatne dobe. To je vse. Hvala lepa, gospod predsednik. Mi se pravi, da moramo zdaj potrditi mandat gospoda Paniča. Aha, predsednik komisije še. Vidite, kako je komplicirano tu. Poročilo mandatne komisije. Občinski svet občine Ljutomer potrdi mandat člana občinskega sveta občine Ljutomer Jožeta Paniča, rojenega 10.3.1982, stanujočega Užiška ulica 1, Ljutomer, ki je bil izvoljen na volitvah dne 5.10.2014. Zato predlagamo, da se potrdi. Hvala lepa, predsednik. Ima kdo kakšno vprašanje? To je dobro, ko me po celi dvorani opozarjate, ne pritisne toti knop. Hvala lepa vsem. Jaz predlagam, da z dvigom rok potrdimo sklep mandatne komisije in potrdimo mandat
gospoda Jožeta Paniča za člana sveta, občinskega sveta. Kdo je za, prosim, naj dvigne roko. Vidim vse, je kdo mogoče proti, vkolikor ne, predlagam, da gremo naprej in sicer bi najprej prosa za prisego gospe županje, te pa kanete pozobili, tudi mi še moramo zapriseči. Izvolite. Hvala lepa. Izjavljam, da bom svojo dolžnost upravljala v skladu s pravnim redom Republike Slovenije in občine Ljutomer. Pri izvrševanju svoje funkcije bom ravnala vestno in odgovorno v korist in za blaginjo občank in občanov občine Ljutomer. Hvala lepa. Ja, zdaj zaenkrat, če smo vsakšni na svojem mestu. Jaz prosim, da tudi, ja bom sta, vi pa te sedite lahko in sicer, da skupno, tako gde se v šoli zdaj tu preštijemo. In sicer začnemo prisega članic in članov občinskega sveta. Izvoljeni Jože Klemenčič, vsak še svoje ime ne pove, član občinskega sveta občine Ljutomer, prisegam, da bom pri izvrševanju funkcije člana občinskega sveta ravnal v skladu s pravnim redom Republike Slovenije, statutom občine Ljutomer in drugimi predpisi občine Ljutomer. Pri svojem delu bom ravnal strpno, pošteno ter upošteval pravice in dolžnosti, ki jih imam kot svetnik. Hvala lepa, zapriseženi smo, držimo se tega, tudi gospa županja se ne drži, da bo spoštovala, pa bomo spoštovali pravni red Slovenije, poudarjam Slovenije, ne samo občine Ljutomer. Jaz bi zdaj prosil, da ne samo jaz imel takšne časti, da drugi najmlajši član od gorje strani, gospod Vajda, nadene župansko verigo gospe županje. Čestitam. Zdaj bom pred vsemi povedal, jaz župani želim, da bi bilo na seje hoditi prijetno, pa lepo, kajti včasih moram reči, ko sem sun kakšno tableto za pomirjevalo vzela v prejšnjem mandati, ampak smo tudi tu preživeli in jaz upam, pa nas čaka naslednjih lepših 4 leta. Še enkrat hvala, nasvidenje. S tem je moja funkcija končana vodenje in seveda prepuščam županje nadaljno vodenje. Hvala lepa, ko ste me poslušali. Hvala lepa. Hvala lepa gospodu Klemenčiču za izvedeno konstituiranje prve seje občinskega sveta občine Ljutomer.
smo pri zadnji točki dnevnega reda, imenovanje komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občine Ljutomer. Prosim za predloge. Gospod Boro Zemljak. Ja, hvala za besedo. Za komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlagam naslednje kandidate. Vilko Vajda, Suzana Kolbl, Darinka Budna, Jože Panič, Walter Dvanajščak, Nina Štekmüller, pa Petra Mlinarič-Jager. Hvala. Hvala lepa. Želi kdo razpravljati? Če ne, dajem predlog gospoda Boruta Zemljaka na glasovanje. Aha, prosim, če še predlagate predsednika, lahko pa tu naslednja faza. Predsednika pa predlagamo gospoda Jožeta Paniča. Hvala lepa. Še želi kdo razpravo? Če ne, dajem predlog gospoda Bora Zemljaka na glasovanje. Kdo je za predlagani predlog? Sedemnajst za, je kdo proti? Hvala lepa, s tem je točka zaključena. In tudi današnja seja. Vljudno prosim, spoštovane svetnice in svetnike, da ostanete, da tudi nazdravimo začetku našega dela in naredimo skupinsko fotografijo. Vsem ostalim pa hvala lepa za udeležbo in prijeten dan še naprej. Nasvidenje.